Dragi gostje, dobrodošli na uradu Vlade Republike Slovenije za zamejce, za Slovence v zamejstvu in po svetu. Dobrodošli na Noči knjige 2016, ki jo že drugo leto prirejamo. Ne bomo veliko voda. Lep pozdrav imamo danes iz Japonske, se nam javljajo. Za Zdravljico. Še enkrat lep dober dan oziroma dober večer na uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Kot je kolega Marjan povedal, smo otvorili današnji večer s posnetkom japonskih študentov slovenščine iz Tokija. Sicer pa kot zanimivost mogoče lahko povem, da se slovenščine učijo v 27 državah po svetu preko 56 lektoratov, torej tudi na Japonskem, ZDA, Kanadi in tako dalje. Je pa tako, da ohranjanje slovenskega jezika oziroma maternega jezika ni samoumevno in zdaj vabim Nikolo in Barbaro, da nekako naredite uvod v celotno temo današnjega večera. Biti ali ne biti, to je zdaj vprašanje. Res ne verujem v smisel kulture, ker ne verujem v smisel življenja. In vendar živim, da ga iščem. Hodim po zemlji sem naši, hodim in iščem in vem, da je iskanje zaman. Velika je pot med tem, kar sem in kar sem. Kar je in kar je. Pa je vendar svetal moj smeh in je grenak moj smeh. Čudna je ta konstelacija. Ti združeni verzi, jaz bom sedela, če lahko, da bo malo bolj sproščeno. Vam tudi želim, da se kadarkoli vključite. Združeni verzi 4 del, 3 avtorjev, Miroslava Košute, Williama Shakespearea in Srečka Kosovela, se dotaknejo te eksistencialne tematike, ki je letos v bistvu osrednja tema Noči knjige, biti ali ne biti, zaradi tega, ker obeležujemo 400-letnico smrti Williama Shakespearea. Je pa tako, da takšna eksistencialna vprašanja v bistvu so tudi refleksija ne le na življenje, ampak tudi na kulturo, na identiteto, na slovenski jezik. In ravno zato smo se letos odločili, da na uradu priredimo Noč knjige z naslovom Biti ali ne biti Slovenci. Pravijo, da naj bi prav na ta večer oziroma na ta dan po celi Sloveniji potekalo nekih 130 dogodkov. Naš je poseben ravno zaradi tega, ker ga lahko v živo spremljajo preko spleta Slovenci po celem svetu, tako nas zdaj trenutno mogoče gledajo v Argentini, v Ameriki, tudi na Japonskem, če kdo še po konci. Predno povabim prvega bralca, pa se naj iskreno zahvalim ministru Gorazdu Žmavcu, ministru za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki vedno podpira kulturo in ki je vedno priskoči na pomoč in je vedno zraven na kulturnih dogodkih. Mogoče kako beseda? Ja. Spoštovani, jaz sem ponosen, da moji sodelavci tudi letos organizirajo Noč knjige z naslovom Biti ali ne biti. Moram reči, da je to naše poslanstvo in to je tudi prav. Izredno sem ponosen tudi, da ste se danes zbrali toliko ljubiteljev slovenske besede in slovenske knjige. Predvsem pa sem ponosen tudi, da je z nami zelo dosti tudi uglednih kulturnih ustvarjalcev in se vam iskreno zahvaljujem za vašo prisotnost, ker vaša prisotnost pomeni tudi vaš prispevek k veličini tega današnjega dogodka. Dovolite pa mi, ker je danes vaša noč in boste spregovorili
bi pa izrekel predvsem še neko izkoristil eno priložnost in morda izrekel osebno čestitko gospodu Košuti. Namreč življenjski jubilej, ne? Istočasno dobitnik državnega odlikovanja predsednika Republike v letošnjem letu, gospod Košuta, za vse, kar ste naredili za Slovenijo in slovensko besedo. Iskrena hvala. Za tiste, ki slučajno ne veste, gospod Miroslav Košuta je letos praznoval 80 let. Tako, zdaj pa mogoče kar vabim našega prvega velikega gosta na oder, lahko stojite, lahko se sedete, gospod Slavko Pregl, ki ga tudi verjetno ni treba posebej predstavljati, trenutno živi v Ljubljani, pisatelj, poznamo ga kot mladinskega pisatelja, njegove znane knjige Geniji v kratkih hlačah oziroma Geniji brez hlač, zelo popularen je med našimi študenti oziroma učenci slovenščine v Bosni. Njegova knjiga je bila letos prevedena v bosanski jezik. Tako, izvolite. Hvala lepa. Ker je pred menoj govoril gospod minister, bom zlahka rekel, da se v celoti strinjam s predgovornikom. Z vsem tem, kar je povedal, še posebej okrog tega, kar je povedal o mojem dragem kolegu Miroslavu Košuti. Zelo sem vesel, da je danes tukaj z nami. Mene on spremlja od takrat, ko sem bil nekoliko manjši in od takrat, ko so bili moji otroci majhni, tako da so njegove pesmi popularne in če bi vprašali stene pri nas doma, katere pesmi znajo na pamet, bi bile njegove. Te dni imamo v Sloveniji dneve knjige, prireditve se vrstijo po mnogih mestih po Sloveniji. Jaz sem bil včeraj v Mariboru, danes sem bil v osnovni šoli Laporje, blizu Slovenske Bistrice. In zanimivo, ko sem vprašal otroke v Mariboru, a imajo raje žalostne zgodbe ali vesele zgodbe, so vsi rekli žalostne. Jaz sem bil popolnoma presenečen in sem hotel iti kar domov, ker jaz pišem vesele zgodbe. Ampak k sreči so potem danes v Slovenski Bistrici oziroma v Laporju rekli, da imajo raje bolj vesele zgodbe. In potem so mi zastavljali vprašanja. Eno tako impozantno vprašanje je bilo: pisatelj, a ko si bil majhen, si bil tudi tako velik? Potem me zelo pogosto vprašajo: pisatelj, kje, kdaj in zakaj si se rodil? Včasih me vprašajo, zakaj pišem knjige, in jaz povem, da ne znam delati nič drugega. Tako da nekdo mora pisati knjige. To vprašanje biti ali ne biti je seveda težko. Mi vsi smo se odločili za biti, ampak včasih imamo pa tak prehod iz biti v ne biti. Se pravi, to je predvidoma zvečer, ko gremo spat, ne, utonemo v ne biti. No in jaz sem tu pripravil neko pravljico: kdor je prevelik zanjo, naj se nekoliko pomanjša, kdor je premajhen zanjo, naj se nekoliko poveča. Gre pa za to, ker seveda mnogo deklet in fantov po Sloveniji pred spanjem zahteva od staršev, dedkov, babic pravljico. In seveda dogodivščine ob tem so zelo različne in eno tako dogodivščino sem jaz tule popisal. Z organizatorji se nismo dogovorili, če jaz preneham z branjem takrat, ko zaspi prvi med vami, ali ko zaspi zadnji med vami. Zato bom kolegica je rekla, da imam na voljo 9 minut in pol, jaz sem potem si izpogajal 9 minut in 3/4. Bom pa zelo hitro bral, da bo mogoče nekoliko manj in bomo slišali
kakšno Miroslavovo pesem več. Naslov je Pravljica za lahko noč. Ob večerih Gal nikoli ni bil navdušen, ko je bilo treba v posteljo. Našel je 100 in 100 novih izgovorov. Še najlažje se je vdal v usodo, če mu je očka obljubil pravljico. Očka si je v primerjavi z Galom zvečer zelo želel v posteljo. Ves dan je dirjal sem in tja, zjutraj je na vse zgodaj odhromel v službo, po kosilu je moral na kakšen sestanek. Včasih je bilo treba otroke peljati v glasbeno šolo ali kam drugam. Zvečer je bilo nujno gledati televizijo, kaj brati in morda še kaj pisati. Zato je najraje legel v Galu in se trudil malo pripovedovati. Vmes se je včasih dalo tudi malo zadremati. Gal je legel v posteljo. Naslonil se je na komolce in se pripravil na poslušanje. Očka se je stegnil obenj, globoko dihal in ugasnil luč. No daj, začni že, je zahteval sin. A naj ti povem tisto o poštarski miški, ali tisto o zajčku in sneženem možu, ali o burji, ki jo je bolel zob, je vprašal očka in si udobno nameščal glavo. O poštarski miški, je velel Gal. No, je začel očka. V majhnem mestu je stala pošta. V njej je delal star poštar. Vsak večer je razdeljeval pisma, očka je zasopil in umolknil. Dihal je vse bolj mirno in enakomerno. In potem, je zaklical Gal, kaj je bilo potem? Očka se je zdrznil, kot bi ga poklicali iz drugega sveta, odhrkal se je in nadaljeval. In potem je v deželo prišla zima, bližalo se je novo leto. Na pošto je prihajalo vse več pisem in čestitk. Glas mu je počasi postajal žamaten in tih. Čez čas je povsem izginil. Očka, očka, je zaklical Gal in ga začel tresti za ramo. In potem, očka je z globokim glasom nadaljeval. In potem je zajčku zmanjkalo hrane. Ne, očka, ne, je zakričal Gal, ne o zajčku. Poštar je dobival vse več pisem, zdaj mora priti poštarska miška. Seveda, je zamrmral oče. Poštarska miška, seveda, seveda. No kaj, je vprašal Gal. Očka je dvignil glavo in na vso moč premišljal. Potem je omahnil nazaj na blazino. Stari poštar je zaspal in iz luknjice je prišla poštarska miška, pisem je bilo zelo veliko. Očkov glas je izginil. In potem, kaj se je zgodilo? Očka je zastokal in nadaljeval. Burjo je trgalo in nikakor ni mogla več prenašati bolečine. Imela je stare in piškave zobe. Ne, očka, ne, je kričal Gal. Ne burja, ampak miška, miška, očka, poštarska miška. Kaj je bilo potem? No, in miška je prišla iz luknjice, zagledala je starega poštarja, kako spi za mizo, kako spi. Bil je zelo utrujen, pa je zaspal. Očka je že spet umolknil. V tistem so se vrata sobe previdno odprla. Droben pramen svetlobe izpred sobe je priletal do Galovih oči. Mamica je pomolila glavo v sobo in pritajeno zašepetala. A že spi? Gal se je dvignil v postelji in zaklical. Ja, očka je prišel, si povedal eno zelo zmedeno pravljico in takoj zaspal. Hvala, pisatelj. Jaz mislim na tisto vprašanje, kje in kdaj ste se rodili, še gre, ne zakaj, to pa je kar zahteva nekaj časa za odgovor. Tako, najlepša hvala. Gospod Pregel ostaje tukaj, upam, še z nami, tako da se bomo še pogovorili. Seveda, lahko še 9 minut 45. Zdaj pa vabim na oder
naše najštevilčnejše goste, ki so prišli tudi od najdlje iz Bosne in Hercegovine. To so učenci dopolnilnega pouka slovenščine in slovenske kulture iz Kaknja, Zenice in Sarajeva pod vodstvom Ane Pulko. Danes bojo pa brali pesnitve Mile Vlašič, pesmi Miroslava Košute, pa tudi odlomke iz knjige Slavka Pregla. Izvoliš. Hvala. Dragi gosti, lepo pozdravljeni. Jaz bom prebral en odlomek iz knjige Genij brez hlač. Dinamičani, ne boste zaspali. Ti, je zdaj rekel policist in prst usmeril v Boba. Včeraj si nam kazal vrata. Lepo od tebe. Zato smo zdaj znali priti skozi noter. Priznal si, da je grožnjo napisal dijak tega centra. Kdo? Kdo stoji za njim? Torej, je začel Bob. Brez ovinkov, je ostro rekel sekirnik. A bi mogoče raje letel iz šole? Bob je molčal. Videlo se je, da premišljuje 100 na uro in išče kakšen pameten izhod. Ampak njemu zdaj nihče ne kaže vrat, groznijo mu z letenjem. Umešala se je Biba. To je stališče celotnega uredništva. Če nas boste metali iz šole, kjer smo povedali svoje mnenje, boste morali vse. Utihni, mlada dama, ker nimaš besede. O tem odločam jaz, se je zadrl sekirnik. Alo, kdo je bil? A vi nas res mislite metati iz šole, ker je neki tip, ki sploh ne ve, kje je naša država, dobil en mail v jeziku, ki ga ne razume? Je skočila Špela. Ma kje pa živimo, saj to ni res? Sekirnik je prebledel. Če takoj ne utihnete vsi, ki vas ni nihče nič vprašal, bomo zaslišali vsakega posebej. Mogoče bi bilo to res najboljše, je pribil in se obrnil k policistu. Kaj mislite? Policist se je med tem ves čas igral s svinčnikom in ga obračal enkrat z enim in enkrat z drugim koncem na papir, ki je ležal pred njim. Zdaj je vdignil glavo in stvarno rekel. Glejte, to niso šale. Živimo sredi terorizma. Tak mail ni hec. To moramo raziskati. Tudi javnost je vznemirjena. Z glavo je pomignil k časopisom. Novinarji norijo. Prijava je na tožilstvu. Takle imamo, kot pravite vi. Redakcija všeč je osupla in presenečna zrla v svet. Starejši so malce rohnili v sebi zoper genija, ker se je izpostavil, mlajši so ga v glavnem kar hvalili, ker se je izpostavil in jim rešil kožo. In zdaj se je oglasila mentorica Kokošnikova. Tole bi rada rekla. Vse skupaj se mi zdi globoko narobe. Tale dekleta in tile fantje so naredili izvrsten časopis. O tome svetu, kjer gre veliko narobe, so povedali svoje mnenje. In mi jih zdaj preganjamo s policijo in njim grozimo. Dobro so začeli šolo, zdaj pa jih ženemo v take stiske. A ravnatelj Britlič za vse to ve? Zdaj je moral sekirnik seveda spet pod strop. Kolegice, se je zadrl. Če bi vi dovolj dobro opravljali svojo mentorsko vlogo, vsega tega ne bi bilo. Čisto vseeno je, ali ravnatelj Britvič za tole zdaj ve, ali pa ne. Kolegice, se je oglasil še policist. Veste, na vaši šoli lahko držite stoje na trepalnicah ali pa frnikulate po lepstencih, to nas policije in sodišča nič ne briga.
Če pa mislite zganjati grožnje z mednarodno terorizmom, boste pač morali računati z nami. Hana, Edna, Amila in prvi gospodič mladi Irnis, najlepša hvala. Vem, da je težko, da imate tremo, ampak mislim, da si zaslužite za to še en poseben aplavz. Če Marjan tukaj je, gremo iz Bosne in Hercegovine v Argentino. Tudi učenci dopolnilnega pouka slovenščine oziroma slovenskega srednješolskega tečaja ravnatelja Marka Bojuka iz Buenos Airesa so posebej za to priložnost naredili in poslali en video, pa si ga pogledamo. Mogoče. Imamo prenos živo televizijo? Biti je, bo ali ne bo? Se prekine dan, nekaj čas. A ja. Sicer pa lahko vmes ponudim to lepo košarico z zvitki. Tukaj noter so odlomki različnih del, pesmi, slovenske literature, slovenske in tuje literature, so pa vsi slovenščini. In kadarkoli si bo kdorkoli od vas želel mogoče sodelovati, vzamite en zvitek, si ga preberite in potem ga mogoče ali vzamite s sabo domov, ali ga pa preberite vsem. Ja. Nebo pred kalja je zelena svila, na njo neslišno sedli so metulji. Svetlova tajna njive je zalila. Višnjeve sence spe ob jarkih potov in vsak čas pozlati jih dobra luna, ki vstaja kot oranža izza plotov. Na travi mi bo glava počivala in ne bi vedel, da sem v tuji grudi, ko bi ob vzglavju torta ne jokala. France papež, dva svetova. Dva svetova sta v tem drugem. Brezmejnem je vse drugače. Nepoznana drevesa, drugi ljudje, silne puščave in bogatstva. Terra Australis. Sem moraš prinesti dosti domovine, spominov iz prvega sveta, iz svojega časa. In če hočeš tu obstati, si moral biti tam pol hrepenenja. Spoznati si moral trenutke dejavnih, vojnih in revolucijskih let, ki so pustila v nas takšna znamenja. Toliko rane in poezijo. In še se, kljub vsemu, počasi izgubljaš, hočem reči, prehajaš v novo življenje. Mirko Kunčič. Vnuk poje. Zemlja slovenska, zemljica draga, daleč si, daleč onstran morja, kakor kraljična zakleta iz pravljic, mavrica pisana v vrhu neba. Sončne planine, bistri studenci, reke deroče, strme gore, rožne poljane, šumni gozdovi, vinske gorice in bele ceste. Kakor na Božjo pot romajo k tebi, goste procesije iz vsega sveta, z zlatimi črkami vsem je zapisana tvoja lepota na sredo srca. Rodni dom dedov tam pod Triglavom, videl morda ne bom te nikdar, pa te v spominu bom zvesto ohranil, kakor svetinjo na prsih vsakdar. Dr. Marko Kremža, odlomek slovenske poti. Zvezda srebrna je padla z neba, nova je nova, stara zvestova, spet je vzajemnost med nami doma. Iz istega vira je reka privrela, ob skalnih pečinah zgubila je smer.
Zašla je v vrzice, pragove, slapove, ločile vode je v neštete rokave. Pa končno se zlile spet v skupni jetok. Močnejša je zdaj, kakor skalnata čer, ki voda nekoč je ločila. Preko daljav in prek tujih meja, preko vekov do današnjega dne, sega si v roke veriga rodov, rod, ki prihaja, rodu, ki gre. Veže na skupni slovenski utrip, duše utripje iz skrite davnine, žile utripje iz nove bližine, skupni utripje svetovne širine. To je utrip, ki ga vsak prepozna. Delni zaklad je slovenske družine. Kdo ne občuti ga sredi srca? Glej, na vzorju, moj Bog in Gospod, v svetlo prihodnost slovenska gre pot. Tisti iz Argentina, ki nas zdaj ne spremljajo v živo, jim bomo sporočili, da smo jih zaploskali. Mislim, da bojo zelo veseli. Tako da. Zdaj pa gremo naprej. V bistvu ste verjetno videli, da so tukaj krasne ilustracije. To so ilustracije na vsestranske umetnice Vesne Benedetič, ki je danes z nami. Prav, Vesna. Vesna je sicer iz Trsta, ampak trenutno živi na Krasu, kjer se je preselila v eno vasico, kjer ustvarja, živi in uživa. Posebej za Noč knjige je naslikala te dve sliki, Noč knjige in Moč knjige. Je pa ilustrirala, vse slike so tudi na prodaj, je pa ilustrirala tudi tole knjigo basni, iz katere nam bo seveda v slovenščini Eva zdaj prebrala dve basni, in sicer Lev in komar, avtorja Jean de La Fontaine, in Žaba in bol, avtorja Ezopa. Pridi. Lev in komar. Poberi se zemlje, odpadsti ne znata gomazen. Tako nad komarjem se lev razjezi, ter ga ves nevoljan od sebe podi. Komar mu zabrusi, ko kriste narazen. Kaj misliš, kraljevski, da tvoj naslov me plaši, mi dela skrbi? Premagal že kaj sem valov, močnejših, verjemi kot ti. Izrekel je komaj besede, lete, že trombel napad zadoni. On sam trobentače in sam je junak, s početka oddaljen še za kak korak. V trenutku ugodnem dovolj zaleti se, kar levo na vrat, da leta razbesni se. Četvornožna žival se peni, zasvetijo se jej oči. Potem pa zatuli, da vse naokoli se skriva in trise, ko v dobi viharja, ta splošni je strah bil delo komarja. Stolevu zavdaja mušičica boli, ta piči na križga, zdaj tjakaj na gobec, še v odzrvi zleze mu grozni hudobec. Da levova jeza prispe prav do vrha, nevidni sovražnik veselja brenči, ko skremplji lev praska, se grize zobmi. Ko luži lasne krvi valja se mrha, nesrečni mogočnež samega sebe mesari, ne pazi kam z repom krog sebe udari, otepa po zraku nedolžnem besnu. Tako, da truden upehan se zlikne na črno zemljo. Neznatni mrčes ga premagal je slavno, njegovo bojno brenčanje zdaj bilo je zmage oznanjevanje. Ko trobil posod jo je, kar je naravno, sirota se v pajčevino zaleti in tam svoj konec stori. Kaj neki ta zgodba uči? Po mojem dvoje stvari. Naprej, da najmanjši sovrag navdajati mora največji nam strah. Potem pa da čisto iz malega vzroka odličje utegne, kdor večje nevarnosti preje izbegne. Vol in žaba. Ko je nekoč vol pil vodo iz mlakuže,
je po nesreči pomendral mlado žabico. Mama žaba jo je pogrešila in vprašala enega od njenih bratov, kje je. Povedal je, ni je več, mami. Malo prej je k mlaki pritecala ogromna zverina in jo s svojimi ogromnimi tacami pomendrala. Ogromna, da je bila, praviš? Tako ogromna, je vprašala mama žaba in se napihnila, da je bila čim večja. Še večja, je bil odgovor. Mama žaba se je še bolj napihnila. Tako velika, je zasupala. Oh, mami, še veliko večja, je rekel mali žabček. Mama žaba se je še bolj napihnila. In še malo bolj, in še malo, dokler ni bila okrogla kot žoga. Tako velika, je dahnila in počila. Jaz predlagam, da Eva naslednje leto vodi noč knjige na festivalu. Tako, za Evo, gospod Košuta, boste imeli pa težko nalogo, ampak vseeno vabim. Jaz mislim, da gospoda Miroslava Košuta ni treba posebej predstavljati. Rojen je bil v Križu pri Trstu. Pesnik, pisatelj, eden največjih slovenskih sploh. Izvolite. Hvala lepa. Namreč, če mi kaj gre na živce, je to hvalisanje, veste. In se mi zdi, ker dobro blago se samo hvali, ni treba v napovedi, ne? Jaz bi pa rad izrazil predvsem zadovoljstvo, da nastopam nocoj med vami in v tem ambientu, tudi pred temi slikami, ki so delo Vesne Benedetič, ki je hči mojega mladostnega prijatelja pokojnega, in se mi zdi, da je to prav tako posrečeno srečanje doma in na tujem hkrati. Zdaj, kako je, odkar ni meje, ne vemo, ampak o tem bomo rekli kakšno besedo. Mislil sem, da bi moral govoriti predvsem za otroke, vidim, da gre to po vsem svetu. Bom prebral kar tisto, kar sem si zastavil približno, ne? In čim bolj na kratko. Če želite, se lahko tudi vsebate, če vam ne laže. Lažje bi bilo, ampak rajši jih vidim. Zemljevid. Čigava Indija, komu Bagdad, kdo strelja naj obeša v Teherani, kdo nadzoruj molitve po Balkani, kam zlatim ključem carigrajskih vrat? Razpredel zemljevid je diplomat, tovore nosijo vsi oceani, zaklade si grmadijo pristani, komu zemlje in morja blagodat? I jaz razgrnem pred seboj papirje. Glej, rodna zemlja, naša draga prst. Ko drugi grabijo vse dalje, širje, boš rod, ki bivaš tot, boš v duši čvrst? O kaj bo z vami, vi mejniki štirje, Celovec, Maribor, Gorica, Trst? Tako je spraševal Oton Župančič julija 1908, torej pred prvo svetovno vojno, ampak opisani dogodki v prvi kitici se dogajajo pravzaprav tudi ta hip. To pomeni, kaj smo mi izpred prve svetovne vojne skozi drugo prišli danes in kaj je pred nami. 50 let pozneje, po nastanku te pesmi Župančičeve, sem se sprehajal kot študent po Ljubljani čez Zmajski most in sem
odgovoril s tole pesmijo. Iz megle most, ob njem zakleti zmaji, od spodaj drugega sveta šumenje. Na starem zemljevidu 4 kraji, tam za Gorico, tam so naše meje. Stražarjem krokari prše z jezika, tam za Celovcem, tam je naša kri. Zdaj plamen le še v ljudski pesmi sika, na zmaje pa zeleni volk preži. Medtem se je zgodilo pa nekaj, ob čemer je nastala tale izštevanka. Trst je bil nekaj let prej prepuščen Italiji. In pri nas poznamo otroško izštevanko Andan, ki sem jo jaz priredil, ima nek ciganski motiv v osnovi, jaz priredil v takole avtobiografsko pesem. Andan, Teleban, vstane v zarjo žrtvovan. Meja seče mu oči, tukaj on in on stran vsi. Dolga noč hromi za njim, ampak sanje upi dim. Čakal je, da pride dan, zdaj se čuti izigran, izbotljiv se kot kras, s glasom žre odmrli čas, gleda kot iz moke miš, naredimo čezen križ. In vendar bi bilo narediti križ prezgodaj. Posebno tisti, ki ostajamo zunaj meja, očitno postajamo tudi trši in odpornejši. V spominu mi je pa ena pesem, en velik praznik osvoboditve mesta Trsta. Trst so osvobodili partizanski borci jugoslovanske 4. armade. Osvobodili za nas, ker so bili člani tega 9. korpusa tudi naši starši, bratje in sorodniki. Tudi zato, ker je moja rodna vas žrtvovala 70 življenj za to osvoboditev. Hkrati pa je letos občinski svet, tržaški občinski svet, zahteval, da se ne priznava dan osvoboditve kot 1. maj, ker so takrat ga okupirali jugoslovanski borci, ki so ga zapustili po 40 dneh. To pomeni, da so stvari, ki nikoli ne zastarajo. In pomeni, da so stvari, na katere ne smemo nikoli in nikakor pozabiti. Hkrati je pa slika, ki jo je naš veliki fotograf Mario Maganja uradno, potem smo ga poslovenili v Magajna, ampak je drugače Mario Maganja, slikal osvoboditev Trsta, boje za Trst, predajo nemških čet in tudi praznovanje 2. in 3. maja na velikem trgu, ki mu Italijani pravijo Piazza Unità d'Italia. Na Magistratu bijeta ure Mihec in Jakec,
to že iz leta 1800, sredi pač tistega stoletja, ker so pač bili tudi v mestu Trstu Slovenci in Slovani, ponavadi tisti, ki so delali marsikaj, predvsem ta nižja dela, in ni bilo Italijanom tudi odveč, če sta Mihec in Jakec in bila ure. 1. maja je nad Mihcem in Jakcem zaplapolala jugoslovanska zastava. Glede na to, kar sem že povedal tudi o letošnjem dogodku v občinskem svetu, se seveda mi zastavlja vprašanje, ali se je to kdaj zgodilo sploh res. Imamo sliko tudi pri nas doma takega velikega formata, ki kaže to vojsko, ampak skratka, ironično se sprašujem, ali njim, prijatelj Mario, morda nam potaknil fotomontaže, ker če so osvobodili Trst, potem bi moralo biti to tudi zapisano. In mi imamo pesnika, ki je bil med osvoboditelji Trsta, in je to Ciril Zlobec, in pride lahko še zmeraj pričati o tem. In imel sem priložnost pred leti, ko smo bili gostje odprtejše občinske uprave, pisatelji ob priliki Vilenice, da se je, medtem ko sem govoril s Cirilom, a ti si bil, kje si bil ti? Ne, jaz sem bil tam, jaz sem stražil sem, je prišel en pesnik iz Sarajeva in je rekel, jaz sem pa stražil tukaj spodaj. Skratka, posvečam mu, ki mu ne vem imena, ta svoj nastop, tudi z mislijo na dragega prijatelja, sarajevskega pesnika Izeta Sarajliča. Osvoboditev Trsta Mariju Magajni ob 60-letnici. Med slikami, ki sem nam jih posnel, najlepša je tista s konjem na Velikem trgu, pa sem montažo jo zavrgel. Saj si očitno v križu poiskal dekleta, na hmajni kljuse, fanta s titovko in cvetjem, s parade nemogočih uniform izrezal četo partizanov, pobožno za maršalom v razpelu iz Bršljana in z bombami za pasom. Pod zastavo ozvezdeno na stolpu magistrata naj bi Pankrta odbila uro za ponosno zadržane klice, vriske, pesmi, srečne klice, ki me glušijo iz te slike. Pa to ni moglo biti res. Ni moglo. 45, 1., 2., 3. maj, komaj da verjetno ali neresnično. Ej, fotograf varljivi, priznaj, da si potvoril zgodovino. In vendar Trst ostane, za nas ostane Trst, mimo vsega, pač v moji zavesti tak. Ta Trst je ko mesto na robu sveta. Obreden in star gre pod stojnico hiš, na grla, kakor na flavte igra, komu v srebrnino obraze loviš. Cesarsko odpada nekdani sijaj,
po ulicah ladje na vetru drse, kot ženska odpira se na stežaj. Grenkejši kot pejlin so mrtvi ljudje. Opasam z jeziki, ki pesmi pojo, pijan od požara in strok od soli, okraden za jutri, občast in nebo. Ta trst je kot vera, ki ne dogori. Toliko bi prebral, izpustil nekaj pesmi, zato da povem, kar sem si napisal kot rezervni govor, ampak se mi zdi, glede na to, kar vidimo tukaj in te povezave z Japonsko in Argentino, da je pravilno, da preberem. Biti ali ne biti Slovenci. Pred 25 leti, ob velikem rojstvu, bi vprašanje v naslovu sprejeli kot žalitev. Prevzelo nas je navdušenje, ki je mejilo na blaženost. Tudi nas z druge strani meje in vse tiste onstran oceanov, vsakogar, ki je bila v njem vsaj kaplja slovenske krvi. Danes, ko meje ni nikjer več, ali vsaj do ondan je ni bilo, pa ugotavljamo, da je z visokoletečimi sanjali splahnela tudi zavest, da Slovenija kljub vsemu ni vsa zajeta v enem državnem telesu, da se zliva čez Muro in Karavanke in v porobje Furlanske ravnine, v Tržaški zaliv in čezen v širni svet, kamor so nas nemile sape razteple. Saj danes to domovino brez meja nekateri znova količijo s pregrajami in dvižnimi mostiči. Zato, spoštovani gospod minister, je v tem trenutku zmede resorjev in kompetenc prav na vas in na vaših sodelavcih, da ohranite to celovitost duhovne in krvne Slovenije, resničnejše in trajnejše od katerikoli trenutne državne strukture. Ker pa je pri nas v navadi, da se misli izkrivljajo in besede potikajo, bodi povedano jasno. Republika Slovenija nam je v čast in ponos. Nismo pa zmeri ponosni na njene odločitve in njene predstavnike. Na vas je torej, da ohranite celovitost Slovenije in postanete eno osrednjih ministrstev, vendar mi ni težko priznati, da v državi, o kakršni smo sanjali, podobnih uradov ne bi bilo treba, saj nas je na vseh kontinentih komaj za dobro družino. Žal, družino med sabo sprtih bratov in sestra, z neporavnanimi računi že za časa dedov in zaverovanih v svoj edini in dokončni prav. Biti ali ne biti Slovenci. Nekaj nas je, ki nimamo nikakršne izbire, ker smo vse življenje veslali v viharnem morju s tem edinim svetilnikom pred sabo. Biti to, kar smo se rodili in kar nam je bilo prepovedano ostati. Iz te prepovedi smo črpali življenjsko moč in veslali proti edinemu cilju preživeti. Nazadnje pa se je vihar le unesel, na potuhnjenem morju, mirnem morju, ko da ni nobenih prepovedi, ampak mladi so prepuščeni samim sebi in vabljivemu, varljivemu petju siren. Od vse povsod zapeljivi glasovi, ki snubijo v jezikih velikih kultur, mogočnih narodov, brezmejnih gospodarstev. Kako in zakaj ostati Slovenci?
Posedam na nabrežju, motorim obzorje in ugotavljam, nimam nikakršnih izkušenj, da bi komorkoli lahko svetoval. Prihajam iz drugačnega sveta, kjer smo svojo plovbo uravnavali po zvezdah stalnicah, ki jih naenkrat ni več. Sam zase pa sklepam. Če je tvoja domovina urejena z ljubeznijo in znanjem, pošteno in solidarno, da ti jo svet zavida in je ob bogati kulturni dediščini povrh še naravni biser brez izjeme, brez primere, boš zmeraj vedel, kje je tvoj dom in kdo si. Nažalost pa smo zdaj tam, kjer smo, in nikakršnega opravičila, da smo tako nizko. Najlepša hvala, spoštovani gospod Košuta. Najlepša hvala, spoštovani gospod Košuta. Sicer bi si mogoče si želeli, da bi na bolj veseli noti nehali, ampak tako mislim, da se vsi strinjamo tudi z ministrom načela, da kar ste povedali, v veliki meri drži in da se skupaj trudimo in spodbujati in ohranjati to. Drži v celoti. V celoti, duhovno in krvno Slovenijo in imamo za to odgovornost in nekakšno pomembno nalogo. Zdaj pa na oder zopet vabim našo zanimivo gostjo, gospod Milo Vlašič. Gospa Mila Vlašič je pesnica, rojena blizu Mostarja v Bosni oziroma Hercegovini, ki živi v Ljubljani. Predavala je na Pedagoški akademiji v Ljubljani, poznana je po avtorstvu učbenikov, napisala je didaktični komplet hrvaško-srbskih učbenikov. Mislim, da sem prej zasledila, da je celo bila učiteljica gospoda Slavka Pregla tukaj v Ljubljani. Danes je samostojna umetnica, piše v hrvaškem in slovenskem jeziku in je izdala 10 pesniških zbirk. Nekaj pesmi nam bo danes prebrala. Jaz vam bom pomagala tukaj s stolom. Dobro. Pardon. Dobro. Bila sam operirana na prstu, ali gre bolje. Malo sam nerodna. Danas vam bom predstavila mojo prvo pesniško knjigo Pesmi za prijatelje v slovenščini. Potem bom nekaj druga, ali je tudi v slovenščini, posvečena doktoru Prešernu, ko je zemlja darove delila, se mi prišla pomagati. Pardon. Ne znam, da li je netko primijetio da sam ostavila djetinjstvo na kršu uz Neretvu, noseći 2 pletenice i trešnjev cvijet u kosi. Na sončni žarek sem se naslonila in sedaj plovem v svoj neskončni ladji. Zaupala sam se domišljiji, naj me vodi po izbrani poti, do izmernih daljav. Nosim skriti ogenj, žlahtni trenutek in svoj notranji svet. Vsako jutro kličem sončni žarek, da mi nariše stezico mojega dne. Zanesljiv je moj sen, ne iščem poti, kako oditi iz njega.
lahko prodrem v skrivnosti lipe starodavne. Šepetaje sem spustila zrno resnice v dišeči cvet. Samo en korak naprej in na lestvi ljubezni sem. Ko se dan zaiskri, me njegov žarek popelje v miren sen. Resnica se je izgubila, iščem jo, iščem. Nekje jo bom našla, srce mi je vse ved. Zrno resnice se ne more izgubiti. Glej, razsuto je po gorah Alp in Dinare. Kadar izgubim, božansko blago 7-krat dobim. V zibelki sna me čaka presenečenje. Odkrivam zaklad pod goro Triglavsko. Samotna samotarka zanesena z gorečim ognjemetom Soče in Neretve. V 700 bajkah sanjam o miru planinskih skal. Sedem grlic poje iz mene, pomagajo mi iskati najkrajšo stezo do 7 Triglavskih jezer. Bila sem na Triglavu, tako da znate. Biser teče po mojih žilah, Neretva, tudi Soča mi je biser darovala. Za veselje mi je Triglav 2 dodal. Črke razmetavam po kamnu, dobri mesec prelistava skale, sijoče zvezde mu odkrivajo moje stihe. Simonu Gregorčiču, igrivi oblak prede bajne slike. Krasna si, bistra hči planin, po tvojih gorah v lepoti zeleno-modri plameni Soča. V neskladju s časom hodim med gore razmišljati. Vdihavam vonj cvetnih njih, rodovitno svinjske trte me opaja. Odhajajoči čas se ozira za menoj. Mogoče nekaj iz Prešernove. To je Prešernova, ko je zemlja darove delila. Iz mojega dekliškega dnevnika. V šoli smo se učili o Prešernu. Nisem razumela vseh verzov. Vtisnili so mi v dušo, bila sem prepričana, da so namenjene meni. Ti si kriva, ljubezniva, deklica neusmiljena. Moj prostor. Sama polnim svoj prostor v času, z besedo ljubezen. Njena prva iskra se je zaiskrila v otroštvu mojem. Njen prvi plamen je vzplamtel v otroštvu mojem. Koliko je svetlobnih let od 7 očetovih Atlantovih zvezd, Plejad,
do 7 Triglavskih jezer. Med njimi sama, čisto sama, zadnja hči sončnih zatonov. Zrna ljubezni sejem, po samoti in tihoti, po njivah in gorah, med ljudi. Z vonjem svojih ribov v laseh sem prišla od Triglav. Z močjo svojega bitja sem zaživela pod Triglavom. Nadaljujem poslanstvo materinstva pod ostro skalo. Pesmi rojevam žarnimi barvami sonca. Iz 7 jezer, 777 oceani mavričnih dobrih lepot. Rastem sama, razcvetam se sama, dih svoj sprašujem, naj v prazno ne umrem sama. Golob glas miru me pokliče z imenom nežnejši od jutra. Noč ti podarja zvezdo. Soča in Neretva žlahtno živita, dve reki s hrepenenjem sebi zvesti. Prelepa Slovenija, majhna, drugačna. Veliko srce, topla roka, lipo cvet. Vrata pomladi odpiraš, s Prešernom korakaš. Moja študentka Ana je želela, da prebere eno mojo pesem. Hvala. Se bom kar prebrala, namreč jaz imam tremo pred tako imenitnimi osebnostmi. Torej, zadoto sem prejela kristalen šepet sončnih žarkov. Moja čakajoča narava, z čudežnimi očmi, potrpežljivo barva, jasno nebo nad gorami. Hrepenenje me je zaznamovalo. Lahko se mu domišljija, samo domišljija se me lahko dotakne. Duh mi sanja v neskončnost. Zastavila sem svoje hrepenenje. Zrasla sem z naravo. Nosim svojo pesem. Moja pesem, pogovor z menoj. Prek gore, prek planine, skozi ljudi tečem počasi. Molčeča, z ognjenimi očmi rišem vse okrog sebe. Izbiram odtenke nežnih barv. Najlepše slike hranim za album svojega srca. Vsak sončni žarek mi nekaj lepega obljublja. Gospa Vlašič in seveda tudi gospe Pulko. Za kratek intermezzo
bi povabila na oder Nikolo, ki je sicer iz Sarajeva oziroma Beograda, ampak ima slovenske korenine in se trenutno pripravlja na magisterski študij violine na Ljubljanski akademiji za glasbo. Zaigral pa bo lirično bagatelo Škerjance, torej slovenski skladatelj. Prav za današnjo priložnost ga naštudiral. sprejemnih izpitih junija. Če ima mogoče kdo od vas kaj zapovedati, če bi želel kdo kaj prebrati, želim pozdraviti mogoče med nami gospoda Ivo Svetina, ki je predsednik Slovenskega društva pisateljev. Hvala, da ste prišli. Hvala za povabilo. Če ne, pa vabim, vidim, imamo tukaj veliko te dinamike, učitelj, profesor, učenec, zdaj pa jaz vabim k sebi eno mojo bivšo učiteljico, ki je sicer vsestranska umetnica, slikarka, pesnica, gospa Tanja Plevnik. Se mogoče lahko samo predstavi oziroma prebere nekaj svoje poezije. Hvala, Nanja. Jaz bi pa vse vsega. Ja, prosim, bom jaz stala. Dobar večer. Nadja me je predstavila kot njeno nekdanje učiteljico likovne umetnosti. Sem slikarka, fotografinja, pišem pa tudi poezijo. V vsakem jutru nov večer. Oči so šle na sprehod in srečale oči. Nanje je sijala luč in se odbijala nazaj. Male srečne zvezde so žarele in vmes je bilo nekaj senc. Aj, saj so vedno tam, kjer je svetloba. Imajo tisti vijoličasti rob, ki se potem počasi prevesi proti plavo sivi. Samoto nosimo s seboj na svojih romanjih med zimo in med zimo. Ko bo po nas snežilo, bomo šli z usti polnimi semen čez zvoke orgel, vino bo norelo in midva bova znala nastaviti obraz. Tista
ki bere tvoja dolga nočna sporočila. Tvoje prosojne vejce, ki se odziva z belo tinto na belino, ki arhivira stihe ilegalne sanje, hodi od platna do platna, odeta v tvoje roke, si odpenja gumbe, striže nohte, dlake, se razpira zate, ti z dlanmi objame težko glavo, tista, ki jo čez rob nosi mesečina, drobni pesek v sandalih, tudi če nočeš s tabo skozi dan potuje. Še mi povsod, še ko se sezuješ. Tista, ki pozablja, a se spominja, posluša, pleše, se izgublja, vrača, obljublja, te poljublja in se srečna čudi, da si jo srečal, da si jo čakal. Jaz sem Nadja razmišljala, da mogoče jaz ne pašem danes tukaj zraven. Moje pesmi niso prav nič patriotske. Ne, so samo... Če se sama ne pohvališ, ne pa jaz povem, da v bistvu smo jo, gospod Tanja Prednik, povabili tudi zato, ker je leta 2015, torej lani, njena pesniška zbirka, prevedena v srbščino, je šla v dvojezični in dvoavtorski. Torej dvoavtorska pesniška zbirka, ki imamo tudi na uradu, tako da ravno zaradi tega smo osnovali, ker prevaja pesmi iz srbščine in obratno. A bi potem dovolili eno v srbščini prebrati tukaj? Ja, se veseljem. Ne bo nobenega to žalostilo. Sedela sem nekega majskega dneva na terasi ene beograjske kavarne in sem samo sedela in sem ugotovila, da je nekaj najlepšega na svetu, če lahko samo sediš in nič ne delaš in gledaš. In se življenje in svet dogaja pred teboj. In tako je nastala moja najdaljša pesem. Res je dolga, tako da mogoče najboljše, da jo preberem, pa pol vidiva, če še kakšna minuta ostane. Sanjam li. Sanjam li ili ja to zamišljam, ili stvarno sedim pred kafanom, ne znam joj ime, te ispijam prvo piće, ako kažem prvo, sasvim je izvesno da će biti još. Na računu piše Obilićev venac 29, Beograd i hvala na posjeti 10434, uslužio vas Željko. Sanjam li ili to zamišljam, reka ljudi prolazi, a usred toka stoji čovjek u crnom s dugom kosom i crnom gitarom. Peva balade i priznajem ne umem da prepoznam jesu li srpske ili bosanske, ali se toliko uklapaju u prostor mog raspoloženja da mi je, izvinite, svejedno. Čovjek sa gitarom zastane, uplašim se da će otići, a on samo uzima flašu vode pa nastavlja. A ja se, priznajem, bezobrazno pitam, ne peva li on sve vreme istu tužnu pesmu? Ili tu tužne pesme liče kao što liče tužne ljubavi? Zamišljam li, ili sam stvarno tu, na udobnoj stolici kafane nekog cara ispred mene, pesma, a do mene sedmo neka žena i muškarac, ona ne može da dođe do reči jer on krene da priča i meni se učini da je tabujica reći samo jedna rečenica, duga jedno 7 bosansko-srpskih balada i još se nije završila. Evo konobara, još jedan pelinkovac molim. Nije mi navika da pijem sama i to usred bela dana, usred proleća, ali eto tako se dobro uklapa u prostor mog raspoloženja. 25 dinara, uslužio vas Željko, 10434, pa da, nisam se pomakla. Odavde i ne moram, kada se tako bez prestanka pomiču drugi, lica, tela, slike, zvuci, pogledi, sudbine, kao u nekom produženom spotu. Žena iza mene ustaje i odlazi, tek se sada završila ona rekordna muška rečenica. Ništa na njoj nije bilo posebno, osim što je dobrovoljno podnosila verbalni terorizam. Mislim na ženu, pa i na rečenicu. Pevač u crnom još je u kadru, a iza njega upravo vešaju veliki crni plakat sa velikim belim slovima. O, kakvo dešavanje istorije pred mojim očima.
Čije istorije, zapitam se, dan 20. maj nekog stoljeća, koje se još uhodalo nije, da li to sanjam ili zamišljam, ili je stvarno tu taj trenutak koji upisujem na hartiju da bi ga zadržala, da mu dam ime, oblik, redosled, svrhu, ukus, potpis ili ništa od toga. Samo protiv dokaz da postoje mesta u vremenu gdje sam bila, ali me više nikada neće biti. Jer nema vraćanja u tren prošlog trena, kao što u stvari nema prevodivih pesama. Sladak, bezopasan bol ulazi u prostor mog raspoloženja i učini me bliskom sa pevačem tužnih pesama, koji ne bira ko će da ga sluša jer u svom dertu nikome ne pripada. On i ja sa svojim sakupljanjem krhotina vremena u sporom susretu na raskrsnici nekog beogradskog proleća smišljamo što lepši način prihvatanja onog bezopasno bolnog. Nema vraćanja u tren prošlog trena. Nema. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Zdaj pa, meni so sporočili, da je zvitkov zmanjkalo iz košare. Kdo se bo, ko bomo pa prvi nekaj prebral, da imamo sodelovanje publike, da ne bomo samo mi tukaj govorili. Kdo od vas? Lahko jaz. No, super, pridi. Eno meni ljubšo pesem od Prešerna, če ni narobe. Ena, ki pravzaprav ni posvečena Juliji, edina, mislim, ki upam, da bom se spomnil besedila. Nezakonska mati. Kaj pa je tebe treba bilo? Dete ljubov, dete lepo. Meni, mladi deklici, neporočeni materi. Oče so kleli, tepli me. Mati nad mano jokali se. Moji se mene sramvali so. Tuji za mano kazali so. On, ki je sam bil ljubi moj. On, ki je pravi oče tvoj. Šel je po svetu, Bog ve kam. Tebe in mene ga je sram. Kaj pa je tebe treba bilo? Dete ljubo, dete lepo. Ali te je treba bilo, ali ne, vendar prisrčno ljubim te. Meni nebo odprto se zdi, kadar se v tvoje ozrem oči, kadar prijazno nasmejaš se. Kar sem prestala, pozabljeno je. Kaj pa je tebe treba bilo? Dete ljubo, dete lepo. Ali te je treba bilo, ali ne, vedno bom srčno ljubila te. Ali pa še kdo? O, krasno. Kar pridite. Hvala. Dobro večer. Zdaj me Tanja opogumila kot biti Slovenec, živeti z one strani današnje žice na Bregani. Not to be Hrvata, a ljubiti tudi drugačne. To je moja pesem v hrvaščini. Jaz sem Slovenec, ki sem tam živel, pa so znal tudi misliti na jeziku naroda, ker ga so tudi imel rad in ker so tudi mene imajo radi. Bregana blues se imenuje pesem. Upam, da to ne bo motilo, da je v hrvaščini.
Prije vremena ovog današnjeg, dakle negdje 1974. godine, nešto prije i nešto kasnije, u Zagrebačkoj kinoteci, Studentskom centru, ITD-u, na Samoborskom sajmištu, u Grandu, Salunu, Gaveli, sanjalo se do zadnjeg dinara, do sitnih sati na glavnom kolodvoru, u Piroščadi sa ciganima. Na Trešnjevačkoj remizi Badelove konjak bio standardna cuga sa šljakarima što su mamurni išli na posao ili damama koje su upravo odradile zadnje mušterije prije spavanja, da se u ustima ispere osjećaj praznog jutra. A Šalamuna smo sa Kirbijem i Biberom kupili u Ljubljani. Imali smo love za 3 zbirke poezije, vampe, nešto vina i za benzin do Bregane. Još smo otišli na grafično bijelo. Naše mlade dame sanjale su svoje snove sa ozbiljnim dečkima, a ponekad su, kao iz ljubavi, zaružile i sa nama. Tako smo rasli svaki sa svojim pjesmama uz davno zaboravljene cure, sa crnim valom i riflama kupljenim u Trstu. Tamo gore, u Savu počeli su graditi nuklearku, tako smo upoznali Jenkije, a i koji Englez je bio gost naših tuluma, jazz rock koncerata, tornja, večeri poezije, šansone, ibrice, Arsena. I svi smo nestrpljivo čekali da se čelava pjevačica prestane češljati na isti način. Dakle, na toj dalekoj periferiji velikog grada, na zadnjoj stanici Samoborčeka, gdje smo odrasli uz tvornicu JNA, u kojoj su naši starci popravljali Jamesove tenkove i kalibrirali topovske cijevi, a oficiri partije prodavali su bajke o bratstvu i jedinstvu Hrvata, Slovenaca, doseljenih Srba sa Korduna i Banije ili od bilo kuda, u špricere na šanku kod Kalina, Gabreka ili kod Tončka na Velikoj dolini. Gledali smo kako sve to skupa baš i nikuda ne vodi, odnosno kako sve to ide u 3 mile materi. Kirbi je tada trčao za nekim curama iz Padove, do posljednjeg daha je trčao. A onda je otišao na onaj drugi, bolji svijet. Za sobom je ostavio Tubu Ivanova, balade o Golom otoku i neke knjige koje više nitko i ne čita. I to naše naselje, gdje smo odrasli kao djeca, na bazenu u kinu, na šoderici, uz vodu, ljubili prvi puta. Sada, kada više nema JNA tvornice, naši starci polako odlaze, a sam sam se tako blizu zaborava odlučio ljubiti kao da se u međuvremenu ništa nije dogodilo, do posljednjeg daha. Postscriptum. Po stepenicama koje su se silazile do uskotračne pruge što je nekada vozila od Zagreba, dođeš danas do Breganice, do Napoleonovog kamenog mosta, do Žice, do granice. Hvala. Svojo pesem, to je zelo imenitno, ampak kako izvitka bi kdo prebral. Če ne, potem vabim našo zadnjo branko, Emo Ilešič, ki je študentka magistrskega študija na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer francistične in romanistične študije, sicer ima pa že magisterij iz jezikoslovja iz Univerze v Lyonu in mislim, da bo brala nabor pesmi francoskih oziroma slovensko-francoskih avtorjev. Dober večer. Za konec v bistvu še nekaj slovenskega povezavi s francoskim. Jaz bom danes prebrala nekaj pesmi 2 avtorjev, ki sta si v bistvu precej različna, ampak imata skupen faktor in to je mogoče Pariz. Prebrala bom nekaj pesmi Lojzeta Krakarja, torej že pokojnega slovenskega pesnika, za katerega je bila tujina predvsem razdvojenost. In pa prebrala bom tudi nekaj pesmi Mateje Bizjak-Peći, ki pa trenutno ustvarja v Franciji in kateri mogoče tujina ni več tako tuja.
zglednici poslani si vsake kr. Mesto vseh grehov in čednosti, čepečih okoli presvetega srca, kakor gnezdeca sinje ptice. Mesto prostitutk in klošarjev, ki spočenjajo na metrojskih rešetkah pesnike in revolucije. Golo mesto vsakdanje skrbi, oblečenih nič drugače, kakor slovenske matere. Mesto najlepših majskih večerov. Mesto, ki je mešanica smradu iz kanalov in vonja po ljubovski porodena. Mesto, ki žaluje za izgubljenimi vojnami z vojaškimi mašami v cerkvi brezmadežne. Leno in sito mesto, ki Bog ve zakaj prosjači celo pred najrevnejšim pesnikom z vzhoda. Mesto najlepših majskih večerov. Živi, o mesto, ki nikoli nisi pozabilo, kdaj je treba jesti ali leči v posteljo. Mesto, ki krmiš golobe in podgane, ubija šarlatane in vsakomur zadeši po spočetju. Mesto, ki si sprejelo oblike od ozvezdi in navade ljudožercev, mesto najlepših majskih večerov. Montparnasse, kresna noč. Hodim po trati asfaltni, luči reklam migotajo kakor kresnice. Praprot si mora misliti zraven. In pesek v čevljih si mislim, naj bo praprotno seme, slišal bom govoriti v svoji sobi predmete. Zdaj jih poslušam, slika na steni se slači v bikini in se prepira staro mizo v slovenski morali. Omara, polna načrtov, ki jih ne bom uresničil, hodi po sobi in mrko meri po prazen kozarec. In postelja, ki si zapomni, kaj kakšno noč sem sanjal, poizveduje pri listih še nenapisane knjige. Kaj se mi zaupa o ženi, ki se mu ljubi, kot pravi. In postelji moj še zmeraj ljubša kot jaz, ki ostal sem. Potem je tukaj še kovček, ki hodi z mano po svetu. Obuljen je, kot bi bil sedlo, tak si kot jaz, mi pravi. Tak sem, priznam v gledalu, kot kresna noč na asfaltu, z neonskim migotanjem na mesto s kresnicami v srcu. Mateja Bizjak leti, z nasmehom. Z nasmehom pošiljam razglednice, napisane v vagonu, mimo travnikov, mimo vinogradov, pod gorami maham, na okno položeni metulji, suhih ustnic lepijo čas, rjavo rumeni trakovi hitijo, hitijo v brezdanjost. Tam, za leseno ograjo papa, so zvezde na žogi žareče. So solze v žepu zrna vsakih sončnic. Kjer sem doma, so male hiše z okroglimi stopnicami, je rumena smetana in zeleni oboki. Raj s kolesom pod balkonom snujem. Hvala. Najlepša hvala, Ema. Še zadnja priložnost oziroma prijazno vabilo, da kdo od vas pride kaj prebrati, povedati. Lahko ostanete na sedežu, če vam je grozno priti sem spredaj. Nihče? Res? Potem pa preden čisto zaključimo, naj vas povabim, da si v preddverju vzamete iz tega kupa knjig, ki smo ga pripravili iz naše knjižne zbirke, eno knjigo in jo odnesete s seboj domov. Baje naj bi Cicero rekel, da je soba brez knjige kot telo brez duše in mi smo vam želeli napolniti dušo, zato smo vam pripravili torej tam knjige in bomo veseli, če jih bo zmanjkalo. Še enkrat iskrena hvala vsem našim gostom za prijazno, da ste se prijazno odzvali po vabilu, da ste prišli. Upam, da se podružimo v sosednji sobi in še kakšno rečemo. Če smo začeli Shakespeareom, še en citat za zaključek iz njegovega dela Ljubezni trud za manj. Vaša beseda za mizo je bila bistroumna in jedrnata, prijetna brez nespodobnosti, domiselna brez izumetničenosti, drzna brez predrznosti, učena brez učenjakarstva in nenavadna brez herezije. Najlepša hvala.